V večini kazenskih primerov in skrivnosti je rešitev ena izmed najbolj očitnih odgovorov. Vendar pa obstaja veliko primerov, kjer pride do preobratov, bodisi zaradi nepričakovanih storilcev ali presenetljivih motivov. Številka 10. Ko je bilo iz kovnice Perth ukradenih 49 zlatih palic, policiji ni vzelo veliko časa, da je za zločin za rešetke spravila 3 kriminalce. Desetletja kasneje so bili moški oproščeni zaradi šokantnega priznanja. 22. junija 1982 so 3 moški poklicali kovnico Perth in naročili zlato. Predstavili so se kot Bob Fryer, gospod York in gospod Blackwood. Kasneje tistega dne so se 3 varnostniki pripeljali do kovnice v oklepnih vozilih, da bi prevzeli palice. Vsak je plačal s čekom hranilnice in mu je bilo dovoljeno oditi z zlatom. Naslednji dan je kovnica šla unovčit čeke. Šele takrat so odkrili, da so bili čeki ukradeni in da ni bilo nobenega denarja. Zlato je bilo takrat vredno približno 653.000 avstralskih dolarjev. Danes pa bi to znašalo okoli 6,4 milijona v današnjem denarju. Policija je bila pod velikim pritiskom, da najde odgovorne osebe in povrne izgubljeno premoženje. Po tednih preiskave se je pozornost usmerila na 3 brate, Rya, Petra in Briana Mickelberga. Prvi je bil aretiran in zaslišan Peter. Po njegovih besedah so ga aretirajoči policisti fizično napadli in zlorabljali, vendar je zavrnil podpis kakršnega koli priznanja. Policija pa je trdila, da je podpisal priznanje, ki je vplelo tudi njegova 2 brata. Pri preiskavi doma Mickelberga so pod njihovimi tlemi našli večje količine srebra in zlata. Nič od tega ni bilo ukradeno iz kovnice, bratje pa so imeli dokumentacijo, da so bili zakoniti lastniki, vendar to ni bilo dovolj. Ključni dokaz je prišel iz enega od čekov, kjer je policija našla prstni odtis Rya Mickelberga. Vsi 3 bratje so zanikali kakršnokoli odgovornost za zločin, vendar so bili leta 1983 spoznani za krive vloma, požiga in goljufije. Dejstvo, da nihče ni razkril lokacije ukradenega zlata, je sodnika spodbudilo, da jim je izrekel stroge kazni med 20 in 12 leti zapora. Naslednjih 20 let so se bratje večkrat pritoževali na svoje obsodbe. Brian je imel nekaj uspeha. Obsojen je bil le za nekatere obtožbe in njegova kazen je bila zmanjšana na manj kot 1 leto. Vendar je kmalu po izpustitvi umrl v letalski nesreči. Tadej in Peter sta bila uspešna in sta ostala za zapahi. Leta 1989 je prišlo do nenavadnega preobrata v primeru. Televizijskemu poročevalcu so poslali zlato palico in sporočilo, v katerem je pisalo, da sta Nickelberga nedolžna in da gnjeta v zaporu. Potrdili so, da je palica izvirala iz ropa kovnice. 3 mesece kasneje so odkrili še več pogrešanega zlata, skupaj z novim sporočilom, v katerem je pisalo, da so bila brata Nickelberg žrtvi podtikanja. Kljub temu sta Ray in Peter ostala v zaporu. Šele leta 2002 je bila resnica razkrita. Eden od policistov, ki so aretirali brata, Tony Lewandowski, je priznal, da je bilo bratoma v resnici vse podtaknjeno. Peter je bil fizično napaden, priznanje pa so napisali policisti, ki so ga aretirali. S tem priznanjem sta bila Ray in Peter končno izpuščena iz zapora. Brian pa je bil posmrtno oproščen. Prejeli so $500,000 odškodnine, vendar tisti, ki so bili dejansko odgovorni za rop, nikoli niso bili ujeti in primer ostaja uradno nerešen. Številka 9. Maja 1970 sta bili v Ontariju v Kanadi v razmaku 13 dni napadeni 2 ženski. Bili sta si zelo podobni. Obe sta bili medicinski sestri in mladi materi, poročeni z učitelji. Obe pa je napadel isti človek. Menilo bo skoraj 30 let, preden je storilec končal za rešetkami. Prva žrtev je bila Doreen Morby, ki je bila napadena v svojem domu v Gormleyju 6. maja 1970. Ko se je njen mož vrnil domov iz službe, je našel Doreenino truplo na tleh spalnice. Bila je večkrat ustreljena z naboji kalibra 22. Njun dojenček je bil v sobi, vendar ni bil poškodovan. Primer je šokiral podeželsko skupnost, kjer so živeli Morbijani, vendar se je situacija še poslabšala. 13 dni kasneje je nekdo potrkal na vrata Helen Ferguson, ki je živela v Palgravu. Bila je doma in skrbela za svojega 9-letnega sina, ki je bil zaradi bolezni doma iz šole. Helen je sinu rekla, naj ostane v svoji sobi in da nekdo potrebuje njihov telefon. Kmalu zatem je zaslišal zvoke, ki so bili podobni ognjemetu in se odpravil pritličjem, da bi videl, kaj se dogaja. Na tleh je našel Helenino telo, iz hiše pa je odhajal moški, ki ga ni prepoznal.
Na kraju zločina so našli iste izstrelke. DNK dokazi pa so pokazali, da je bil za oba zločina odgovoren isti moški. Začela se je intenzivna preiskava. Helenin sin je policiji pomagal sestaviti skico storilca. Policisti pa so hodili od vrat do vrat in iskali sledi. Na neki točki so sumili, da imajo storilca. Bil je moški, znan po nasilnih nagnjenjih, ki je bil v psihiatrični bolnišnici. Napadi so se očitno ustavili, ko je bil sprejet, in zločin ni presegal njegovih zmožnosti. Tudi sodišče je ugotovilo, da ni bil dovolj prišteven za sojenje, zato je primer obtičal na mrtvi točki. Leta kasneje, ko so se DNK tehnike izboljšale, so dokaze, najdene na prizorišču zločina, primerjali z DNK osumljenca, in to je potrdilo, da ta moški ni bil odgovoren za odvzem življenja Doreen ali Helen. Naslednji preboj je prišel šele leta 1999. Ronald Glenn West je bil nekdanji policist, ki je pomagal pri začetni preiskavi, vendar je kmalu zatem zapustil Ontario. Ko se je leta 1995 vrnil, je začel niz ropov, ki so se na koncu končali z 8-letno zaporno kaznijo. Ko je bil v zaporu in njegova družina prodala njegovo hišo, novi lastniki so prenavljali hišo, ko so v stenah ene izmed kopalnic odkrili nekaj skritega. Našli so trofeje, ki jih je West vzel svojim žrtvam med ropi. Našli so tudi dokumentacijo za orožje, ki se je ujemalo s tistim uporabljenim v zločinih leta 1970. Orožje je bilo dovolj redko, da je to izstopalo, in policija je začela podrobneje preiskovati Westa. Ko so pregledali njegov stari delovni razpored, so lahko potrdili, da ni bil na dolžnosti v času zločina. Stari prijatelji so prav tako potrdili, da je imel orožje, ki se je ujemalo s tistim, ki je bilo uporabljeno. Policija je pridobila DNK iz pisma, ki ga je West poslal iz zapora svoji bivši ženi. DNK se je ujemal in West je priznal zločine, s čimer je končno razrešil skrivnost, ki je trajala desetletja. Številka 8. 10. junija 2007 je Amy Stout poklicala številko 911, ker je njen mož potreboval pomoč. Ko je pomoč prispela, so ugotovili, da Bill Stout ni več živ in časovni okvir, ki ga je navajala Anne, se ni ujemal. Kar se je sprva zdelo kot preprost primer, je dobilo nenavaden preobrat, ko je policija začela raziskovati motiv. Sprva je Anne trdila, da je svojega moža odkrila, ko se je vrnila domov iz nakupovanja s svojim majhnim sinom. Imel je strelno rano v glavo, vendar orožja, ki je bilo uporabljeno, na kraju dogodka ni bilo mogoče najti. Po besedah, Anne je bil popolnoma v redu, ko je tistega jutra odšla od doma. Toda obdukcija je razkriva, da je Bill umrl veliko prej, preden je Anne odšla po nakupih. Pravzaprav je izgledalo, kot da ga je nekdo napadel, medtem ko je tisto noč spal. Glede na to, da je Anne trdila, da je spala v isti postelji kot on, so se pojavila vprašanja o njeni zgodbi. Njihov sin je prav tako potrdil, da očeta ni videl od prejšnjega dne. Krogla, uporabljena pri zločinu, se je ujemala s tisto, ki bi lahko prišla iz orožja, ki ga je imel Bill. To je bilo orožje, ki je bilo prijavljeno kot pogrešano nekaj dni prej, vendar so policisti med preiskavo doma družine Stout našli orožje skrito v Billovi torbi za sedlo na motorju v garaži para. Našli so tudi rokavico v košu za perilo, ki je imela sledi smodnika na zunanji strani, kar je kazalo na to, da je bila uporabljena za držanje orožja med streljanjem. Na notranji strani so našli DNK Anne, kar je hitro kazalo na to, da gre za jasen primer. In ko je policija iskala motiv, ga je hitro našla. Družina Stout je prejela nešteto elektronskih sporočil od ženske po imenu Barbara Miller. Barbara je bila Billovo nekdanje dekle, vendar je pred kratkim imel kratko afero z njo. Zdaj je trdila, da je noseča z njegovim otrokom in je pošiljala nadlegovalna elektronska sporočila ter pisma Billu in preostali družini. To je očitno Anne potisnilo čez rob in jo prepričalo, da vzame življenje svojemu možu. A podrobnejši pogled na digitalne dokaze je razkril nenavaden preobrat. E-poštni naslovi, uporabljeni za pošiljanje e-poštnih sporočil Barbare Miller, so bili ustvarjeni na Anninem računalniku. Vse nadlegovanje je organizirala sama, da bi ponižala Billa in morda poskušala Barbaro prikazati kot pravo kriminalko. Če je bil poskus, da bi podtaknila drugi ženski, ni uspel. Barbara je bila aretirana le nekaj dni potem, ko je Bill izgubil življenje in skoraj natanko leto kasneje spoznana za krivo. Preostanek življenja bo preživela za zapahi, njena družina pa bo morala ugotoviti tako naprej brez nje in Billa. Številka 7. Ko je umetniški Register iz Oklahome prvič opazil nekaj nenavadnega pri paketu slik, ki jih je prejel, si ni mogel predstavljati nenavadne skrivnosti, ki jo bo razkril, ali kakšen bo njen konec. Prvič je kdo opazil kaj nenavadnega pri Marku Landisu okoli leta 2008.
To je bilo, ko je vstopil v muzej v Oklahoma Cityju in muzeju podaril akvarel Luisa Veltada. Takrat ni povedal svojega pravega imena, ampak je povedal zgodbo o tem, da želi muzeju podariti umetniško delo. To je bila ena izmed mnogih zgodb, ki jih je že večkrat povedal. Muzej je sprejel sliko in jo obesil v galeriji. Kmalu zatem so prejeli pošto s še 5 slikami. Na paketu je pisalo, da gre za dela Pavla Sinaca in Stanislava Lepina. To so bila razmeroma dobro znana imena v umetniškem svetu, vendar ne dovolj pomembna, da bi bilo presenetljivo, če bi jih kdo želel podariti. Registrator Matt Leninger je raziskal eno od slik in odkril sporočilo za javnost iz Savannah College of Art and Design, kjer je fakulteta trdila, da jim je moški po imenu Mark Landis podaril prav isto sliko. Preveril je še eno sliko in ugotovil, da je Univerza za moderno umetnost v St. Louisu izdala sporočilo za javnost o tej sliki. In tudi tokrat jo je podaril Mark Landis. Leninger je začel raziskovati še naprej in med svojo preiskavo so do njega pristopili tudi drugi muzejski registratorji z isto zgodbo. Mark Landis je podarjal slike muzejem po vsej Združenih državah Amerike. Večina jih je domnevno prihajala od umetnikov podobne ravni, nekaj pa jih je bilo tudi slavnih imen, kot je Picasso. V nekaterih primerih je trdil, da je zajdski duhovnik ali pa je uporabljal drugo ime. Vendar so različni muzeji lahko potrdili, da je šlo za istega moškega. Preiskava samih slik je dokazala, da so bile vse ponaredki. Toda Landis ni bil mojster ponarejanja umetnin. Na prvi pogled so bile slike dokončane, podrobnosti so bile pravilne in bile so dobre kopije. Toda Landis ni uporabljal nobenih profesionalnih slikarskih materialov za izdelavo slik. Skajs, ki naj bi bile stare več 100 let, je ustvaril na sodoben papir in dela postaral z madeži kave ter brušenjem okvirjev. Nekatere slike so kazale piksle in vzorce, ki so nakazovali, da je bilo izvirno delo fotokopirano, preden je bilo prebarvano. Kar je primer Marka Landisa naredilo tako šokanten, je bilo to, da pravzaprav ni bilo storjenega nobenega kaznivega dejanja. Nikoli ni prodal nobene svoje ponaredbe in ni uveljavljal nobenih davčnih olajšav za svoje donacije. Preprosto je podaril lastna umetniška dela muzejem. Ti pa na to del niso ustrezno preverili. Številka 6. Oblasti so ugotovile, da pogrešajo Zoe Zhu, ko so njeno hčerko našli zapuščeno pred bolnišnico v Sydneyju. Policija ni dolgo potrebovala, da je našla osumljenca za njeno izginotje, a zgodba, ki so jo slišali, ni bila takšna, kot bi jo kdo pričakoval. Zoe je bila mlada strokovnjakinja za informatiko, ki je novembra 2003 živela v Sydneyju. Nazadnje so jo ujeli varnostni posnetki, ko je hodila z moškim srednjih let in potiskala svojega otroka v vozičku. Ko so objavili slike moškega, se je oglasil Michael Wallace in povedal, da je moški na fotografijah on. Wallace je trdil, da je dober prijatelj Zoe, vendar ni imel pojma, kje je. Policija zgodbi ni verjela, vendar ni bilo nobenih dokazov, da bi imel kaj opraviti z njenim izginotjem. 4 mesece kasneje so dobili dokaze, ki so jih potrebovali. Eden od Wallaceovih znancev je prišel k njim z informacijami. Moškega je prosil za pomoč pri odstranitvi Zoinega avtomobila, zdaj pa je želel premakniti njene posmrtne ostanke. Po navedbah ovaditelja je Wallace Zoe vzel življenje 19. novembra, nato pa njeno telo odvrgel v grmičevje. Zdaj pa je želel njene posmrtne ostanke odnesti v ocean, da bi zagotovil, da jih nikoli ne bi našli. Strinjal se je s načrtom, vendar je o tem obvestil policijo. Wallacea so zasedli, ko se je z Zoinimi posmrtnimi ostanki v zadnjem delu vozila odpravil na pot. Zdaj, ko so ga ujeli na delu, je Wallace policiji povedal svojo različico dogodkov. Hodil je z Zoe, vendar je bila ona hkrati v razmerju z drugim moškim, ki je bil že poročen. Po Wallaceovih besedah mu je dala denar, da bi vzel življenje ženi svojega ljubimca. Wallace je vzel denar, vendar ni izvedel umora. Trdil je, da je nameraval iti k drugemu moškemu in ga prositi za denar, da bi namesto tega ubil Zojo. Ta načrt se je spremenil, ko je Zoe prekinila z Wallacem. Trdil je, da se ničesar ne spomni, vendar da je moral vzeti orožje iz torbe, ki jo je nosil, in ustreliti Zoe, medtem ko sta sedela v avtu. To je bila šokantna zgodba, ki je pritegnila pozornost medijev. Vendar je sodnik na sodišču trdil, da ni bilo mogoče nedvoumno dokazati, da je Zoja imela kakršenkoli namen vzeti življenje drugi ženski. Njen ljubimec, oče njenega otroka, je trdil, da sta bila ženo v odprtem razmerju. Zojo je imenoval dobro žensko in dejal, da je Wallace poskušal očrniti njen spomin, ko se ni mogla braniti.
Wallace je bil spoznan za krivega, da je vzel Zoe življenje in obsojen na 20 let v zaporu z najvišjo varnostjo, vendar je bil kasneje izpuščen leta 2019 po samo 15 letih. Številka 5. Maja 2016 sta FBI in lokalna policija obvestila Amy Allwine in njenega moža, da nekdo poskuša naročiti umor Amy. Le nekaj mesecev kasneje je njen mož našel njeno truplo. Preiskava zločina bi razkrila nenavaden in izprijen načrt. Amy in Stephen Allwine sta se zdela ljubeč par, del tesno povezane cerkvene skupnosti v Cottage Grove v Minnesoti. Amy je delala kot trenerka psov in ni bilo videti nobenega razloga, zakaj bi ji kdo želel škodovati. Zato je bilo šokantno, ko je FBI prišel na družinski dom in razkril nekaj, kar so odkrili. Nekdo je dostopal do spletne strani na temnem spletu, ki je pripadala skupini, ki se je imenovala Besa Mafia. Ta skupina je sprejemala plačila v obliki bitcoina v zameno za odvzem življenja izbrani tarči. Uporabnik se je imenoval Dog Day God in želel je, da skupina odstrani Amy. Po besedah stranke je imela Amy afero z možem Dog Day God, zaradi česar jo je zapustil. Prav tako je Amy prevzemala stranke iz uporabnikovega podjetja za šolanje psov. Amy ni imela pojma, kdo bi lahko bil naročnik. Nikoli ni storila ničesar podobnega temu, kar je bilo opisano. Steven je sumil, da je nekdo zamenjal njegovo ženo z nekom drugim, a to ni pojasnilo, zakaj je bila Amyna fotografija poslana morilcem. FBI je paru priporočil, naj si zagotovita dodatno zaščito. Nadlegovanje se je vseeno nadaljevalo. Nekdo z imenom Jade je Amy pošiljal grozeča e-poštna sporočila, v katerih ji je naročal, naj si škoduje, sicer se bo njenemu sinu zgodilo nekaj slabega. Ni bilo nobenih znakov fizične nevarnosti in zdelo se je, da je spletna stran Besa Mafia zgolj prevara. A to ni spremenilo dejstva, da si je nekdo želel, da bi Amy izgubila življenje. 13. novembra 2016 se je Steven vrnil domov po opravkih s svojim sinom in našel Amino truplo. Orožje, s katerim so ji vzeli življenje, je ležalo tik ob njeni levi roki in sprva je izgledalo, kot da si je vzela življenje sama. A policiji ni dolgo trajalo, da so ugotovili, da temu ni tako. Amy je bila desničarka in na njenih rokah ni bilo nobenih sledi smodnika, kar je kazalo na to, da ni bila ona tista, ki je držala orožje, ko je bilo uporabljeno. Madeži na tleh so kazali, da so njeno telo premaknili, preden je umrla. Policija pa je čas zločina določila ob 15. uri. Preden je Steven zapustil hišo. Policija je podrobneje preučila Stevenovo dejavnost v mesecih pred Amino smrtjo. Podatki iz računalnika so razkrili, da so dejanja na Stevenovih napravah popolnoma sovpadala z interakcijami, ki jih je Dog Day God imel z Besa Mafia. To je vključevalo prenos slike Amy, tik preden je bila poslana kriminalcem, in prepisovanje podatkov o Bitcoin denarnici, uporabljeni pri zločinu. Steven je bil aretiran, vendar se je izrekel za nedolžnega. Vendar so ga spoznali za krivega in obsodili na dosmrtni zapor, brez možnosti pogojnega izpusta. Številka 4. Primer Rudolfa Rupa je eden najbolj nenavadnih primerov krivičnih obsodb. 20 let po prvotni obsodbi resnica o tem, kaj se je zgodilo, ostaja skrivnost. Rudolf Rupp je bil 52-letni kmet iz Zgornje Bavarske v Nemčiji, ki je izginil v zgodnjih jutranjih urah 13. oktobra 2001. Tisti dan je pil v baru le nekaj milj od svojega doma in bil je pijan, ko je odšel. Ko je prišlo jutro in se Rudolf Rupp še vedno ni vrnil domov, je njegova družina postala zaskrbljena. Njegova žena, Hermina, je poklicala v bar in vprašala, ali vedo, kje je, vendar so ji lahko povedali le, da je, ko je odšel, vozil sam. Rudolf Rupp je bil istega dne prijavljen kot pogrešan in začelo se je iskanje. Sprva je policija domnevala, da bi lahko doživel prometno nesrečo na kratki poti domov, vendar na cesti ni bilo nobenih znakov nesreče. Prav tako iskanje v vodi ni dalo nobenih sledi. V naslednjih nekaj letih je policija večkrat iskala Rudolfa Ruppa ali njegov Mercedes, vendar so bila vsa iskanja neuspešna. Medtem so se začele širiti govorice, da je za izginotje Rudolfa Ruppa odgovorna njegova družina. 2 leti po njegovem izginotju so na zaslišanje privedli njegovo ženo in obe hčerki, skupaj z Matijasom, fantom ene od hčera. Po dolgem in napornem postopku so vsi 4 priznali. Toda ko je policija še naprej pritiskala, se je zgodba večkrat spremenila. Sprva so trdili, da je bil Rupp med prepirjem potisnjen po stopnicah in izgubil življenje. Sčasoma pa se je zgodba spremenila v zasedo, ki jo je Matijas pripravil v prednjem hodniku hiše. Nato so se ga znebili tako, da so ga dali pojesti domačim živalim.
V hiši ni bilo nobenih DNK dokazov, ki bi podprli zgodbo, vendar so policisti trdili, da je še vedno mogoče, da se je zgodilo nasilno kaznivo dejanje. Po posvetovanju s pravnim svetovalcem so vsi 4 osumljenci preklicali svoja priznanja, vendar je sojenje vseeno potekalo. Kljub pomanjkanju dokazov so bili spoznani za krive. Rupovi čeri sta v zaporu preživeli le 2 leti, njuna mati in Matijas pa sta bila obsojena na 8,5 let zapora. Leta 2009, 4 leta po obsodbi, so delavci pri poglabljanju reke Donave, blizu Burgheimna, našli 2 avtomobila, ki sta bila odkrita v vodi. Enega so identificirali kot Rupov Mercedes. Ne samo, da je bil to njegov avto, ampak je bilo njegovo truplo še vedno v notranjosti. Mrzla voda je ohranila njegove posmrtne ostanke in ni bilo mogoče ugotoviti, kako natančno je umrl. Vendar je bilo jasno, da nasilna dejanja, opisana v priznanju, se niso zgodila. Ponovno sojenje je bilo razpisano leta 2010, do takrat pa sta bila Hermina in Matija že izpuščena iz zapora po prestani 2/3 kazni. Sodženje je bilo namenjeno le temu, da očistita svoje ime, in po zaslišanju dokazov je bil sodnik še vedno prepričan, da je nekdo iz družine Rupp verjetno ubil Rudolfa. Ker pa ni mogel ugotoviti, kdo je bil, so bili vsi oproščeni obtožb, resnica o njegovi smrti pa ostaja neznana. Številka 3. Primer Williama Wooda je celo predsedujoči sodnik opisal kot čuden in edinstven. Šlo je za shemo kraje identitete, kakršne še ni bilo, ki je enemu moškemu desetletja odrekala njegovo identiteto. V poznih 80 letih je William Wood delal na stojnici s hot-dogi v Albuquerqueju v Novi Mehiki. Z njim je delal tudi Matthew Kearns. Oba sta bila takrat brezdomca, vendar se je iz nekega razloga Kearns odločil ukrasti Woodovo denarnico in uporabiti njegovo številko socialnega zavarovanja, da bi dobil vozniško dovoljenje. Moška se nista dolgo poznala in kmalu sta šla vsak svojo pot. Kearns je še naprej uporabljal Woodovo identiteto, si jemal kreditne kartice in posojila, te bil aretiran zaradi nekaj manjših prekrškov, pri čemer je uporabil Woodovo ime. S časoma pa je temu novemu Williamu Woodu uspelo urediti svoje življenje. Leta 1994 se je poročil pod imenom William Wood in par je dobil otroka. Začel je uspešno kariero v IT-ju in s časoma začel delati na univerzi v Iowi. Do leta 2019 je bil spoštovan član skupnosti in je očitno pustil za sabo svoje preteklo kriminalno življenje. A takrat ga je preteklost dohitela. Pravi Wood ni imel take sreče. Preskakoval je med različnimi službami in ostal brezdomni. Skozi leta je izvedel, da so na njegovo ime odprli kreditne kartice in jih je poskušal zapreti, vendar brez uspeha. Leta 2019 je šel v banko v Kaliforniji, da bi poskušal zapreti račun, ki je bil odprt na njegovo ime. Vendar ni znal odgovoriti na varnostna vprašanja in ko je banka poklicala Wooda, ki so ga imeli v evidenci, jim je ta povedal, da nihče v Kaliforniji nima dovoljenja za dostop do njegovega bančnega računa. Banka je poklicala policijsko upravo Los Angelesa in Wood je bil aretiran. Poskušal je razložiti, da so mu ukradli identiteto, vendar je Matthew Kearns pričal, da laže. Kearns je vztrajal, da je on pravi Matthew Wood in da mu je ta moški poskušal ukrasti identiteto. Ker je bil Kearns bolj spoštovan, je bilo za sodnika lažje verjeti njemu. Pravi Wood je bil razglašen za duševno nesposobnega za sojenje in je bil poslan v psihiatrično bolnišnico. Na koncu ni oporekal obtožbi za krajo identitete in preživel 428 dni v zaporu ter 147 dni v psihiatrični bolnišnici. Ko je bil izpuščen, se je še naprej boril, da bi dobil svojo identiteto nazaj. Stopil je v stik z univerzo v Iowi, kjer je delal Kearns, in tam se je policist odločil prevzeti primer. Sprva je želel dokazati, da je njegov sodelavec pravi Wood in primer enkrat za vselej rešiti. Toda bolj ko je brskal po starih policijskih zapisih in rojstnih listih, bolj ga je prepričala zgodba Wattsa. Policist je uspel izslediti Woodsovega očeta, ki je zagotovil DNK dokaze. Ko so mu pokazali sliko Kearnsa, je trdil, da nima pojma, kdo je ta moški. Opremljen z DNK dokazi in majhnimi neskladji v Kearnsovi zgodbi, je bil aretiran in je končno priznal krajo. Januarja 2020 Pete je bil obsojen na 12 let zveznega zapora, medtem ko je bila Woodsova prejšnja obsodba razveljavljena. Številka 2. 22. maja 2010 je oče Sama Hura vstopil v sinovo stanovanje in odkril nekaj pretresljivega. Na Samovi postelji je ležalo delno slečeno žensko telo. Po Samu pa ni bilo nikjer nobene sledi v stavbi.
Policija je hitro oblikovala teorijo, a se je ta povsem spremenila po preobratu v primeru. Sam je bil ob času zločina star 26 let. Študiral je na Orange Coast College in živel v Costa Mesa v Kaliforniji. Še vedno je bil zelo povezan s svojimi starši, ki so živeli blizu Anaheima. 21. maja naj bi Sam odpotoval k svojim staršem, vendar se nikoli ni pojavil. Sprva jih ni preveč skrbelo, saj so mislili, da je pozabil na načrte, toda naslednji dan o njem še vedno ni bilo ne duha, ne sluha. Njegovi starši so ga poskušali poklicati, vendar so klici šli naravnost v glasovno pošto. In takrat se je njegov oče odpravil v Costa Mesa, da bi ugotovil, kaj se dogaja. Takrat je našel negibno telo ženske v Samovi spalnici. Imela je hudo poškodbo glave, bila je delno slečena in z zgornjim delom telesa ležala na posteli. Policija je bila obveščena in torbica, najdena v stanovanju, je razkrila, da je bila ženska Yuri Julie Kibvechi. Julie je bila še ena študentka na Orange Coast College in ena, s katero je bil Sam zelo blizu. Oba sta vztrajala, da med njima ni bilo romantičnega razmerja, vendar je prizor v Samovem stanovanju nakazoval, da je z njegove strani obstajala neka želja. Policiji se je zdelo, kot da je Sam napadel Julie, potem ko je zavrnila njegova osvajanja. Nato je pobegnil z prizorišča in seboj vzel svojo denarnico te potni list. Ko je govoril s sosedi, zdelo se je, da njihove zgodbe potrjujejo to teorijo. Še posebej je sosed Daniel Wozniak policiji povedal, da je dan po zločinu videl Sama, kako je vstopil v avto in rekel, da bo nekaj časa ostal pri svojih starših. A preobrat je prišel z Julijino obdukcijo. Pokazala je, da je bil celoten prizor v spalnici zrežiran. Julija je izgubila življenje ure, preden so jo slekli in namestili na posteljo. Nekdo je želel prikriti motiv za zločin. Policija je še vedno sumila Sama. S pomočjo njegovega očeta so lahko izsledili njegovo bančno dejavnost in odkrili, da je nekdo dvigal veliko denarja na bankomatu v Long Beachu. Nekdo je prav tako naročil pico na naslov v Long Beachu z uporabo Samove bančne kartice. Policija je izsledila osebo, ki je uporabljala njegovo kartico in identificirala najstnika, ki so ga ujeli pri bankomatu. Policiji je povedal, da mu je kartico dal nekdo drug in ga prosil, naj za njih dvigne denar. Ta oseba je bil David Wozniak. Policija je ponovno govorila z Wozniakom. Sprva je trdil, da je pomagal Samu prikriti napad na Julijo, vendar je po nadaljnjem zaslišanju policije končno priznal. Samovo življenje je vzel. 21. maja nato pa je zvabil Julijo v Samov dom in jo napadel. Celoten njegov motiv je bil finančen. Bil je dolgovik za več $1000 in je vedel, da ima Sam prihranjen denar iz bojnega dodatka. Julijino življenje je vzel samo zato, da bi prikril svoje sledi. Vozniak je policiji povedal, kje je pustil Samovo truplo. Zgodba se je potrdila, bil je spoznan za krivega in obsojen na smrtno kazen. Številka 1. Ko je policija prvič odgovorila na klic v domu Christine Banfield, se je primer pred njimi zdel razmeroma preprost. Toda, ko so si primer podrobneje ogledali, je bilo jasno, da nič ni tako, kot se zdi. Christina Banfield je živela v Herndonu v Virginiji s svojim možem Brendanom in njuno mlado hčerko. Pri njih je bivala tudi au pair, Brazilka po imenu Juliana Magalhães. Navzven je bilo vse videti pozitivno, zato so bili dogodki 24. februarja 2023 popolnoma nepričakovani. Policija je bila poklicana v rezidenco Banfield po nasilnem vlamu. Magalhães je zunaj srečal policiste, ki so se odzvali na klic in jim pojasnil, kaj se je zgodilo. Ko je pripravljala hčerko družine Banfield na izlet, je opazila neznan avto, ki se je ustavil pred stanovanjem. Poklicala je Brendana domov in skupaj sta šla v stanovanje, kjer sta v glavni spalnici našla moškega, ki ga nobeden od njiju ni poznal. Moški je napadal Kristino, zato je Brendan streljal nanj, nato pa je poskušal nuditi prvo pomoč svoji ženi. Ko ga je videla, da se premika, je tudi Magalhães ustredila van in mu vzela življenje. Kristina je prijela več ran z ostrim predmetom in je umrla. Sprva je to izgledalo kot vlom, ki se je ponesrečil. Nato je policija odkrila identiteto skrivnostnega moškega. Bil je Joseph Ryan, ki ga je domnevno v hišo povabila Kristina. Joseph je nekomu pošiljal sporočila prek Kristininega telefona na eksplicitni spletni strani. Uporabnik je povabil Josepha, da bi uresničila fantazijo. Če bi verjeli tej zgodbi, se je Joseph odločil, da bo ravnal v nasprotju z dogovorjenim in je poskušal vzeti Kristini življenje. Ko so policisti podrobneje preučili Josephovo preteklost, se je to zdelo vse manj verjetno. Ko so pregledovali sporočila poslana na spletni strani, tudi niso zvenela, kot da jih je napisala Kristina.
Policija je začela sumiti, da se dogaja nekaj drugega. Nekaj mesecev kasneje je preiskava v hiši Banfieldovih pokazala, da se je Magalhães že preselila v glavno spalnico. Fotografije Kristine pa so bile zamenjane s fotografijami nje in Brandona. Magalhãesova je bila aretirana in je na koncu priznala resnico. Več mesecev je imela razmerje z Brandonom. Brandon je želel zapustiti svojo ženo, vendar ni hotel deliti skrbništva nad njunim otrokom ali izgubiti svojega premoženja. Par si je izmislil načrt, kako se znebiti Kristine. Izdajala sta se za Kristino, da bi se dogovorila za srečanje z Jožefom in mu naročila, naj prinese orožje z rezilom. In ko je Jozef prispel v hišo, je Brandon streljal nanj, nato pa uporabil orožje, ki ga je prinesel, da je napadel Kristino. Brandon je še naprej vztrajal pri svoji nedolžnosti, vendar je Magalhães pričal primeru in bil je na koncu spoznan za krivega. In bil je obsojen na dosmrtni zapor, medtem ko je bil Magalhães obsojen na 10 let zapora. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.